resnica o laži. Nekaj besed sem o tem napisal v pismu, v glavnem vam bom pa tukaj skušal predstaviti to čudovito temo, kako se laž preoblači v resnico in kako resnica odkriva laž v tem pomenu. Seveda bi pa jaz celoto te naše resnice, ker včasih rečejo za resnico, res ni resnica. Duhovnik, zdravnik, zdrav ni. A veste, koliko je takšnih besed? Ampak, če pustimo etimologijo, zdaj trenutno, poleg jo damo malo na stran, pustimo to filozofijo in vzamemo resnico tako, kot jo mi občutimo, tako, kot jo mi doživljamo in tako, kot so nas naučili, kaj je resnica, ki je dejstvo, kako se izkazuje, tako jo vidim in kaj je v bistvu laž, ena izmišljotina, ena iluzija, ki nima s stvarnostjo, z dejstvi nobene zveze. Se pravi, resnica, dragi moji prijatelji, je pomembna, po mojem, ena najpomembnejših vrednot, ki jo ljudje cenimo in spoštujemo. Pomeni pri resnici, da nekaj ustreza dejanskemu stanju stvari in ni zavajajoče oziroma ni napačno. Če gremo naprej, bi lahko rekli, ko smo iskreni, govorimo resnico, gradimo zaupanje in spoštovanje med ljudmi. In resnica, mislim, moje osebno mnenje, je ključnega pomena v naših medosebnih odnosih in vpliva na naše ravnanje in naše odločitve. Vendar pa je včasih boleče ali težko govoriti resnico. Posebej, če bi s tem prizadeli druge. V takih primerih moramo biti neskončno previdni in izbrati primerno besedilo, da bi izrazili mnenje na način, ki ne bi bil škodljiv. Škodljiv zame ali pa za drugega. V vsakem primeru pa je treba spoštovati resnico, se truditi živeti v skladu z njo, saj nam bo to pomagalo graditi boljše in bolj zdrave odnose z drugimi. Hkrati pa to pomeni, da se lažje spopadamo s težavami in izzivi, ki nam jih prinaša življenje. Menim, da se vsi s tem lahko globoko strinjamo. Na drugi strani imamo pa laž. Na drugi strani je laž namerno, naklepno, če uporabim ta pravni izraz, izrečena neresnica, ki ima, ne lahko ima, seveda, takoj, ko se odkrije, ima negativne posledice za vpleteno osebo ali za celo skupnost ali državo. Laž je proti resnici in pogosto služi kot orodje za manipulacijo, izkoriščanje ali prikrivanje nečesa. Čeprav, glejte, se zdi, da lažje pripomore, mogoče nek kratek trenutek, lažje pripomore k rešitvi nekega trenutnega problema, ampak na dolgi rok se vedno izkaže kot škodljiva. Ko izrečemo laž, izgubimo kaj? Zaupanje ljudi okoli nas in lahko poškodujemo svoj ugled, pa ne samo svoj ugled, tudi ugled svoje družine ter odnose z vsemi, s katerimi živimo. Pomembno je, glejte, da se zavedamo posledic laži in se izogibamo izrekanju neresnic. In če smo v situaciji, ko bi morali izbrati med izrekanjem laži ali resnice, je bolje izbrati slednjo. Zelo priporočam, saj bo to bistveno pripomoglo k graditvi zaupanja in spoštovanja v družinskem krogu, v ožji skupnosti in na splošno med ljudmi. Vedno se spomnimo, da lahko resnica tisti hip, ko jo izrečemo, sicer boli, je neprijetna, ampak samo boli. Laž pa lahko ubije. Zato je resnično nujno spoštovati
resnico, kot bi morala biti osnova našega delovanja in našega ravnanja v vsakodnevnem življenju. Naj vam ob tem pomagam z eno zgodbo o resnici, ki premaga laž. No, pred mnogimi leti je v neki majhni vasici živel fant po imenu Jan. Bil je priden, bil je spoštovan in vsi prebivalci so ga imeli v tej vasi zelo, zelo radi. Rekli, njegova čednost, poštenost, iskrenost so bile lastnosti, ki so jih vsi občudovali. Toda nekega dne je tale naš Jan mal popustil in je naredil napako in povedal laž, ki bi sicer, kot boste videli na koncu zgodbe, lahko uničila v celoti njegovo življenje in dobro ime. Namreč, vaščanom je povedal, da med tem, ko je hodil po gozdu, da je naletel na kovček poln zlatnikov. Sprva je bil zmeden in je dejal samemu sebi in tudi vaščanom, da ni vedel točno, kaj bi storil s temi zlatniki, ki jih je našel v gozdu. Na koncu se je odločil, da bodo to njegovi zlatniki. In vsem o vas je dejal, to so moji zlatniki, ker sem jih našel v gozdu, kjer naj bi jih izgubil bogat trgovec. Ko so se pa vaščani v vasi seznanili z njegovo zgodbo, so Janu začeli, seveda, kdor ima denar, je velečaščen, izkazovati veliko spoštovanje, ga objemati, čestitati za njegovo iskrenost, ampak v zadnji je bilo že malo pridobitništva, vsi poznamo te stvari. Ampak kaj se je zgodilo? Stvari so se zapletle. Namreč, našel se je nekje en trgovec, ki je slišal za ta zaklad in je prišel v vas. Trgovec, ki naj bi izgubil zlatnike, je prišel v to vas in zahteval vse svoje zlatnike nazaj. Jan pa je vztrajal, da so njegovi in da jih ne da. In takrat se je vsem v tej vasi vzbudil dvom. Čakaj malo, kako zdaj govoriš, da so tvoji, izgubil jih je trgovec, ta človek je prišel, malo je čudno vse skupaj izpadlo in so začeli sumiti, da pa Jan ni govoril resnice. In res, izkazalo se je, da je Janova zgodba o lažni najdbi zlatnikov celoti izmišljena. Zlatnike je v resnici ukradel iz zakladnice svojega očeta. Ko je ta resnica prišla na dan, so se ljudje v vasi na Jana zelo razhudili, razjezili. Tudi Jan se je odločil v tistem kontekstu, da bo spet postal pošten, priznal svojo napako in je na ta način vaščanom pojasnil, povedal resnico in jih prosil za odpuščanje in rekel, da bo popravil svojo napako in da je nikoli več ne bo ponovil. Jasno je, da so trgovca, ki si je zmislil, da je denar njegov, odgnali, in v tem smislu se je potem zadeva nadaljevala. Ljudje v vasi, ki so njegovo opravičilo poslušali in so ga poznali toliko let, sam da nekoga tle prekinem, moment, kdo vključil mikrofon, hvala, so spoznali, da je v bistvu ta laž njega pripeljala v neko neljubo situacijo in da se Jan ne bi spremenil, če te laži ne bi bilo. V tem primeru so postavili laž izven Jana, trenutek slabosti pač. Jan, hvala Bogu, da je povedal resnico že na začetku. In tako je njegova zgodba o lažni najdbi zlatnikov na koncu pripeljala do tega, da je spoznal, da je poštenost in iskrenost, kljub temu, da je težko bilo povedati, vedno najboljša pot in najboljši izhod v situaciji, ko se tako zaplete, kot se je zapletlo. Jaz bi rekel za naše gospode,
če so bili v zmoti ali pa če so namerno lagali in vidijo, kaj se zdaj v družbi dogaja z ljudmi, z otroci, z bolniki, kaj se dogaja, da bi prišli pred narod in bi rekli, bili smo zavedeni, to smo naredili, sem prepričan, da bi se družba čisto drugače obnašala, vse bi drugače teklo. Nadaljevanje laži v slovenski svetovni družbi je pa katastrofa in lahko pripelje samo še na slabše. Ok, to je, lejte, taka otroška površinska zgodba o laži in resnici, ki ima na koncu, rečemo temu, en tak srečen razplet. V resnici so pa stvari bistveno globlje. Kje se skriva prava laž? Kaj do nje v večini primerov sploh pripelje? Da človek, da se znajde v laži. No, če se zapeljemo v ta esej o laži in resnici, lahko rečemo, da sta laž in resnica dva svetova, ali pa dve vrednoti, ali pa pozitivno, negativno, in sta res tesno povezani z našim življenjem. Torej, še enkrat, resnica pomeni, da nekaj ustreza dejanskemu stanju, dejanski stvari, medtem ko laž predstavlja namerno izrečeno resnico, ne resnico. Obe vrednoti imata lahko pozitivne ali negativne posledice, odvisno od konteksta, v katerem se trenutno pojavljata, oziroma od konteksta, v katerem jih človek uporabi. Pravno gledano, laž, torej pravno gledano, je nepošteno ravnanje, ki ima lahko resne konsekvence, resne posledice. Na primer, pričanje pod lažnimi izjavami lahko privede do zapora ali kazenskih sankcij. Potem v poslovnem svetu, če gremo takole malo po vrsti, lahko laž v pogodbah in dogovorih ali pa zavajanja ali pa na naklepno postavljeni stavki, da zameglijo stvar, vodijo do odškodninskih zahtevkov ali pa celo do prekinitve poslovnega sodelovanja, kar ni redkost. Dalje, sociološko, lahko laž vodi do izgube zaupanja v družbi in v skupnosti in posledično do razpadanja družbenih vezi. Resnica pa nasprotno lahko prispeva k vzpostavitvi stabilnih odnosov in k stalni, konstantni graditvi medsebojnega zaupanja. Jaz sem teolog in ne morem mimo teološkega konteksta, ker so se ljudje z lažmi spovedovali veliko pri meni. In je zanimivo, v teološkem kontekstu se resnica pogosto obravnava kot najvišja duhovna vrednota. Torej, resnica predstavlja tako imenovano v teološkem pomenu Božjo voljo in je ključnega pomena za našo duhovno rast in za naš osebni duhovni razvoj. Tehnično gledano, pa lahko, gledajte, v nadaljevanju laž vodi do napak, čist tehnične napake. Se zlažeš v enem projektu, ne da se zmotiš, zlažeš se zaradi materialov, česarkoli. Lahko laž vodi do napak in nesreč v različnih industrijah, od gradbeništva do medicine, pa da ne naštevam, kje še vse. In glejte, resnica je ključnega pomena pri razvoju zanesljivih in varnih izdelkov. Zdaj vas pa vprašam, tehnično gledano, COVID-19, maske, distanca, zapiranje, ne vem kaj vse. In je v ključni fazi injekcijo, ki jo dobimo, za katero niti zdravnik ne ve, kaj je noter, in ti reče, da boš očuval svojo babico, pa da drugih ne boš okužil. Zdaj mi vi povejte, koliko laži, koliko prevar smo bili deležni v teh 3 letih in še vedno isto je naprej. Pa so zdravniki s prisego, ne vem, kam je ta prisega šla, mogoče v kakšno gostilno na 2 deci zdaj zadnja 3 leta, da ni, ali pa vsa pijana, da ne sliši, da ni pri zavesti.
ampak to bo treba popraviti. Ne? Ker to nikamor ne pelje, da ti nekdo reče, da je izdelek zanesljiv in varen, v resnici pa povzroča poškodbe, težke poškodbe, invalidnosti, dolgoročne poškodbe, kot jim reče zdaj dolgi COVID, ali pa celo smrt, Bog ne daj. Pa glejte, vsak dan prebiramo nenadne smrti in tako naprej. To je ta tehnično gledana ta laž. Torej, pogodbeno gledano, ker tudi v pogodbah so lagala, ne, je resnica ključnega pomena za vzpostavitev izpolnjevanja pogodb. Laži ali prikrivanje informacij lahko vodi do neizpolnjevanja obveznosti in sproži težke pravne postopke. In če gremo malo na latinski jezik, so tudi primerni pregovori. V latinščini obstajajo številni pregovori, ki se nanašajo tako na laž kot na resnico. Na primer, veritas vos liberati, kar pomeni, resnica vas bo osvobodila. Drugi primer je falsus uno, falsus in omnibus, kar pomeni, da če nekdo laže v eni stvari, potem verjetno laže tudi v drugih stvarih. Stari ljudje so dobro vedeli. Niso imeli mobitelov pa računalnikov, da bi imeli zunanje motnje, ampak so to gledali veliko globlje in so veliko lažje izražali te resnice, te življenjske situacije. Tako da je družba včasih bolj globoko živela skupaj in preživljala čas kot danes. Še sam se spomnim razlike, če pogledam 50 let nazaj, smo hodili skupaj na izlete, smo prepevali, je bilo druženje, smo imeli družinske praznike. Mislim, kaj lepšega, in to parkrat na let. To je zdaj že praznik, če družina skupaj pride v enem tednu zajtrk, kosilo, večerjo. Kaj še letko za kakšne praznike, da bi se sorodniki dobivali. Vedno manj je tega. Je še, ampak vedno manj. Glejte, v vsakdanjem življenju se pogosto srečujemo tudi, če zmešaš umazano in čisto vodo, dobiš tako zmesa, ne? Voda ni več čista, ona pa tudi ni več čisto umazana, dobiš pol resnico. Ali pa dobiš delno laž. Na primer, če nekdo nekaj prikriva, vendar hkrati izreče del resnice zraven, je to primer pol resnice. Parabola o pol resnici opisuje zgodbo o pastirju, primer, ki je klical volka, čeprav resnično sploh ni bil tam. Ko so vaščani prišli na pomoč, jih je pastir zavrnil in se smejal, koliko sem vas nahecal, vse njihovi naivnosti. Ko pa se je volk resnično pojavil, pa ni bilo nikogar, ki bi lahko pomagal pastirju. Vidite, to je pol resnica. Njegova laž je bila nevarna in je imela resne posledice. Ko je volk prišel, mu nihče ni prišel na pomoč, čeravno je pil. To se pravi, ta parabola o pol resnici nas uči, da je laž vedno nevarna in da lahko celo majhna, mičkena laž povzroči zelo resne posledice na dolgi rok. V zaključku je pomembno poudariti, da je resnica ključnega pomena za vzpostavitev zaupanja in stabilnosti v našem življenju. Laž je lahko izredno škodljiva in ima lahko zelo resne posledice. Če želimo pa graditi naše trdne odnose in družbene vezi, moramo vedno govoriti resnico in se izogibati lažem. Vedno. Čeprav je težko. Zgodijo se stvari, ampak je potrebno vedno resnico povedati. Vsak človek je v svojem življenju, ki se srečuje z različnimi izzivi, ovirami, ne vem čem, pridejo situacije, vsak od vas ve. Ne? Recimo, jaz sem dal za sliko, ki sem jo opremil k svoji temi, otroka, ki se takole prime za usta. Pomen, ko ga mama nekaj vpraša, takoj ve. Ne, nisem tega storil.
in se prime, ne? Ja, starejši ljudje to naredijo bolj prikrito, pa naredijo takole, a ne, nisem tega storil. Ne. Takšni izučeni mojstri pa naredijo, nisem tega storil. A ne, to so različne te geste, to je govorica telesa in še največji strokovnjak, ki vse ve, se tej podzavestni gestikulaciji ne more upreti. To je v nas ugrajeno od majhnih nog, s tem rastemo. Ampak glejte, pomembno je, da se zavedamo, kaj je resnično. Kaj je pomembno v življenju. Saj lahko hitro izgubimo svoje prioritete, če se ne znamo osredotočiti na bistvene stvari v našem življenju. Zdaj, kaj je to osredotočanje na bistvo? Bom skušal povedati še z eno parabolo, ki se nanaša na to misel. Gre za zgodbo o dveh trgovcih. Primer. Prvi trgovčev voz je bil poln denarja, drugi pa je imel naloženo prodajno blago. In med potjo so oba oropali razbojniki. Drugi trgovec je roparje ustavil in jim je dejal: moje blago ste ukradli, moje blago je izginilo, toda z mano ste pustili nekaj, kar je veliko bolj pomembno. Moje dostojanstvo, mojo čast in mene, vse to je ostalo nedotaknjeno in tega mi ne morete vzeti. Dragi prijatelji, izguba denarja ali materialnih stvari je lahko boleča, toda to ne pomeni, da smo izgubili vse. Kar se zdravja tiče, pravijo, da je to najvišja vrednota. Je, ampak ni najvišja. Boste videli poglobljeno razmišljanje in kako smo mi v našem razmišljanju v bistvu zavedeni. Ko izgubimo zdravje, je res, izgubimo nekaj bistvenega. Ampak, dragi moji, če izgubimo značaj, svojo pokončnost, lastno dostojanstvo, lastno moralo, takrat izgubimo sami sebe. Človek za izgubo materialnih dobrin ne izgubi nujno vsega, kar smo pravkar našteli. Če pa izgubi značaj, dostojanstvo in moralo, tega več ne more nadoknaditi. Vsakodnevno življenje nas pogosto sooča z izzivi, ki zahtevajo od nas, da se držimo svojih osebnih načel. Vendar pa se pogosto zgodi, da se ljudje spustimo na raven, ki ne odraža našega resničnega jaza in takrat postane hudo. Lahko se zgodi, da se človek zlomi pod pritiskom ali popusti želji po ugodju, spremeni ali izgubi svoj pravi obraz, si nadene masko, izgubi svoj bistveni značaj, izgubi svoj lastni jaz. Takrat postane stvar zelo, zelo huda. Nedavno sem imel možnost oziroma priložnost srečati osebo, ki se je s podobnimi težavami spopadala. Ta oseba je izgubila svoj značaj in mi je povedala, da so jo vsi prijatelji zapustili. Ko sem jo vprašal, zakaj se je to zgodilo, mi je odgovorila, da se ni znala upreti skušnjavam in je zato raje izdala svoje vrednote za denar, za dobro počutje, za vse to, kar spada zraven, za dobro službo in tako naprej. Raje izdala svoje vrednote, kot da bi se tem mamljivim ponudbam odpovedala. No, moj odgovor je bil, da če bo ohranila svoje vrednote in se držala svojega značaja, bo lahko ponovno pridobila svoje prijatelje in svoje življenje, podobno kot Jan iz prejšnje zgodbe. In zakaj je to pomembno? Ker je naš značaj tisto, kar nas določa kot človeka, kot ljudi, kot osebe. Izguba značaja je lahko nepopravljiva, saj je to nekaj, kar se gradi skozi vse naše življenje, od otroštva naprej pa do konca. In je globoko zakoreninjeno v naši osebnosti. Torej, karakter predstavlja našo moralno in etično držo ter naše vrednote.
Če te vrednote izdamo sami sebe in sami sebe izgubimo in tudi pogubimo. S tem smo izdali svoje jedro in se spremenimo v nekaj, kar več nismo. Postanemo nekdo drug. To se vidi, ko gledamo televizijo in te novinarje. To se vidi, ko gledamo zdravnike. To se vidi, ko gledamo politike. To se vidi se, ko gledamo človeka, ko eno misli, drugo govori. Včasih gledamo duhovnika, ko pravi, kako reče, ravnajte se po mojih besedah, ne pa mojih dejanjih. Ne? Takrat človek ni več to, kar mora biti, da so njegove besede skladne z dejanji in obratno. Najboljši način, da razumemo izgubo karakterja, pa je še z eno parabolo iz vsakdanjega življenja. Recimo, čist simpel stvar, čist iz vsakdanjega življenja, da smo na ulici in na tleh zagledamo denarnico. Zdaj, če pobere nekdo, ki ima moralno integriteto, bo pogledal denarnico, skušal najti lastnika in mu vrniti denarnico z vsem, kar je noter. Če pa denarnico najde in pobere nekdo, ki nima karakterja, bo denarnico obdržal zase in izkoristil priložnost samo za lastno korist. No good, mogoče na kratek rok. Ampak tukaj v vesti noter gre v podzavest in se ta rak rana začne širiti. Podobno lahko opazujemo pri politikih. Nekateri politiki so v družbi in v službi državljanov in si prizadevajo res za dobrobit. Slišijo, poslušajo, so aktivni, se znajo družiti z državljani in delajo za dobrobit tistih, ki so jim dali glas, ki smo jim dali glasnico. Medtem ko drugi izkoriščajo svoj položaj samo za svojo osebno korist. Taki politiki izgubijo zaupanje naroda, ljudi, volivcev in kaj? Na koncu svoj karakter. Medtem ko drug politik z moralo in integriteto pa pridobiva na spoštovanju in zaupanju ljudi. Zdaj vas samo tako med vrsticami vprašam, kater politik v slovenskem prostoru bi lahko pasal v ta zadnji predalček, da bi bil vreden spoštovanja in zaupanja ljudi v zadnjih 10 letih. Pa malo razmišljajte. Laž je dejanje, ki predstavlja naklepno, namerno izrečeno resnico. Še enkrat sem povedal. Ko nekdo laže, krši zaupanje drugih ljudi, izgublja svojo verodostojnost. To lahko vodi do izgube značaja, kompletne osebnosti. Ko ljudje lažejo, se drugi običajno, če se že čuti v energiji, počutijo izkoriščene in ogoljufane. Avtomatično to pripelje do izgube spoštovanja in zaupanja in ti dve enoti, te dve komponenti sta ključnega pomena za ohranjanje dobrih odnosov. Če eno od teh manjka, odnosi škripajo. Poleg tega, ko nekdo laže, se pogosto počuti krivega. Krivda, vedno večja teža. To lahko vodi, gledajte, do stresa, slabega počutja, odpovedi srca, možganske kapi, do raka. Ne moreš nikomur povedati, zato ker ne moreš povedati, ker ostaneš rad lep s to masko. Ne? In je problem. Laži lahko vodijo tudi do težav v poslovnih in upravnih zadevah, kakor smo že rekli, naprimer to, da te lažna pričanja na sodišču te lahko koštajo tudi 2, 3, 5 let več kazni zaporne ali pa finančne. Prav tako so tudi, gledajte, lažne obljube in lažne informacije vodijo do izgube poslovnih partnerjev in strank. Vsi tisti, ki ste ali SP, ali imate kmetijo, ali imate samostojno dejavnost, v primerjavi z ljudmi, ki so zaposleni v državni upravi ali pa v nekem večjem podjetju, imamo odnos do naših strank čisto na drugem nivoju. Eni stranki si zameriš in ta stranka pove naprej. In tako naprej.
samemu sebi človek v takem primeru koplje jamo. To mi lahko vsi potrdite, brez to sploh ne rabim takšne konfirmacije. A ne? Tako je v življenju. In kako hitro se lahko pade, težko je zgraditi zaupanje s strankami, a ne? In razširiti ta krog. In kako hitro ti lahko en tretji to vse zruši. Ni nujno, da sam, lahko tudi od zunaj pridejo elementi. Nekdo te da odsajten, pa ti imena piše, pa ljudje veste, kako so. Lažem časopisu veliko prej verjamejo, kakor verjamejo, kot da bi prišli vprašati v prvi osebi ednine človeka. Ne? To se dogaja. Zdaj, če je človek prizadet in si to jemlje k srcu, ga to lahko pokoplje. Če pa ve svojo resnico in se je zaveda in se požvižga in dela naprej, takrat pa potem tudi tisti, ki so to obsojali iz časopisov, rečejo, ja, pa se ni tako, kot so pisali, pa se slika je povsem drugače, se njegova dejanja govorijo to, kar govori ta človek. A ne? Tako da ta magija, ki se dela nad vsemi nami, se splača o njej malo razmisliti in to poglobljeno. Če želimo biti verodostojni in zanesljivi ljudje, se moramo izogibati lažem in ponavljam, govoriti resnico. S tem lahko gradimo edino na tak način zaupanje in spoštovanje drugih ter ohranjamo svoj značaj in integriteto. Ampak današnji čas kaže pa vse drugače, vse prej kot to. Se strinjate z mano? Je, ne? Je tako. V nekaterih družbah izguba karakterja postaja celo trend junaštva in smelosti. Nekateri ljudje so pripravljeni storiti karkoli za dosego lastnih ciljev, ne glede na to, kako to vpliva na druge ljudi ali na družbo ali kot celoto. To kaže na pomanjkanje morale in etike, kar zagotovo vodi v izgubo karakterja oziroma v izgubo osebnega značaja. Ti, če si v eni družbi, moraš lagati in narediti, ker drugače nisi junak, ker drugače nisi eden izmed. Da tista drobna skupnost izpljune, izloči. Glejte, čist preprosto, na ta račun tega, kar sem zdaj povedal, lahko naredimo in tak primer. Recimo primerjavo z reko, ki teče skozi mesto. Če je reka čista, so živali, rastlinje in ljudje, ki živijo ob njej, srečni in zdravi. Lahko vzamemo tudi drugo okolje, ampak recimo ostavimo se pri reki, ki teče skozi mesto. Kot primer, ne? Če pa je reka onesnažena, postanejo živali, vegetacija in ljudje ob reki bolni in nesrečni. Podobno je s karakterjem. Če imamo močen karakter, smo zdravi in srečni. Če pa je naš karakter onesnažen, prej ali slej postanemo bolni in nesrečni. In za vzdrževanje notranje iskrice, notranje sreče, zadovoljstva in zdravja, je pa potrebno nekaj tudi kaj storiti in to odgovorno. A kaj je treba storiti? Se morda danes zase vprašajte vsak zase. Jaz sem vam skušal orisati ta dva pola, laž in resnico, nekaj življenjskih dogodkov, dve paraboli, mogoče latinski pregovor. Ampak ta moralna dejanja, to tehnico, to vago med resnico in lažjo morate poiskati sami. To so dejanja, ki v sebi nosijo moralna ali nemoralna dejanja. Posledica enega in drugega načina boste pa seveda nosili sami. In verjetno poznate latinski pregovor. Jaz sem se prvič z njim srečal, ampak je krasen. Upam, da ga bom znal prebrati, ker je kar dolg stavek. In sicer pravi: Veritas primum incorde est. Diente transit ad mentem nostram et finitur in vera voluntate et actione. V prevodu bi to pomenilo: resnica je najprej v srcu, zatem preide v naš in se konča
pri pravi volji in v našem ravnanju. Če še enkrat povem, resnica najprej v srcu, potem pride v pamet in pol se odraža v našem ravnanju. To poudarja, da je karakter povezan z notranjim svetom posameznika, z vsakim izmed nas, in da je resnica tista, ki vodi do močnega in neomajnega značaja. Bolj ko je človek resnicoljuben, lažje živi, manj spomina rabi in se lahko posveča drugim stvarem, ker si ne rabi en kup džanka zapomniti, ko ga bodo naslednjič vprašali o eni stvari, v kateri se je zlagal, kaj je zadnjič rekel, in to se človek potem kar zgublja. Ok, za zaključek ugotavljam, da je današnja miselnost v tem svetu ravno obratna. Ker vsiljuje vsem nam misel, da če izgubiš denar, izgubiš vse. Dajte, družba s tako miselnostjo, ko postavlja vrednost denarja nad zdravje in vrednost denarja nad moralo in etiko, je nič vredna. Je nična. Taka družba ne more dolgo obstajati. Naš nauk povedanega, zato lahko zaključimo z besedami. Če človek izgubi denar, to nič ne pomeni. Če izgubi zdravje, izgubi nekaj. Če pa izgubi značaj, izgubi vse. Najhujše pa je za lažnivca po točko 8, ko se odkrije njegova laž. Če je lažniva oseba storila napako, lahko odkritje te laži povzroči pa totalen živčni zlom, izgubo živcev. In najboljše orožje, pod številko 9, bodite srečni. Sreča ubija lažnivce. Živite svoje življenje. Takrat, ko lažnivc ne more nadzorovati tvojega življenja več, takrat se mu sesuje njegov svet. In ko naši v državnem zboru vidijo, da narod živi, da je srečen, zadovoljen, tudi brez njih, znorijo. Naredijo paniko, naredijo epidemijo, naredijo pandemijo, ker rabijo nas za pitje. Doktorji naredijo, ne vem, bolezen ali so pa ignorantski in potem mi kao rabimo zdravnike. Oni rabijo nas. Pa še kako. In končno, točka 10. Z lažnivci ne komunicirajte. Tako kot je rekla ena naša prijateljica na YouTubeu, ki sem jo objavil, z lažnivci ne komunicirajte. Nič, niente, nada.